nujno potrebno je govoriti oziroma trenirati, delati in biti pozoren na obe fazi. Zdaj, dostikrat se potem to zlorabi v tem smislu, da ko rečeš nekaj obrambo, ne govorim to, da se moramo braniti v svojem petercu, ampak da imamo v vsakem trenutku red, tudi ko imamo žogo in to se nam pozna. Mislim, da lahko imamo za zgled kakšno ekipo v svetu, ki dela to perfektno. Po drugi strani imamo pri fazi napada lahko za zgled kakšno drugo ekipo, ki dela to perfektno. Tako da tako mešanico narediti in potem zgleda to dobro. Mi skušamo biti na vseh teh poljih zelo dobri, to nam, kot si rekel sam, zelo dobro uspeva. Predvsem nam uspeva to zaradi tega, ker smo postali raznovrstni. Zadetke, katere dosegamo, način, na katerega zmagujemo, je res tako rekoč vsakič drugačen. In to se mi zdi, da je ena taka zelo pomembna dimenzija, ki jo trenutno imamo, da z različnih pozicij uspemo ogrožati vrata in to je odlično. Jaz mislim, da je tako, da je kvaliteta dela, kvaliteta fantov, vsega tega, kar se dogaja na visoki ravni in da se enostavno to potem mora nekje poznati. Dejansko smo zelo pogrešali to in ker človek mora gledati naprej, potem je izredno motiviran, da bi mu v prvem naslednjem poskusu tudi to uspelo. Mislim, da nam je vsem in navijačem in da ne govorim nam tu zelo manjkalo to, kar smo doživljali eno leto nazaj. Delamo dobro, se trudimo, to delajo tudi drugi. Valjda se tudi drugi trudijo po svojih najboljših močeh, tako kot se mi. In je logično, da v športu pride v nekem trenutku tudi, da ti ne gre tako, kot si ti zamislil na začetku tedna. Ja, zdaj bomo pa tako, pa zelo radi zmagujemo in potem ti včasih lih ne gre tako, kot bi želel, vendar ko se po takšnih trenutkih zberemo, se znamo obnašati in znamo razbrati, da je pač potrebno iti naprej in delati mirno naprej, ne si ustvarjati nekega prevelikega pritiska, ne podleči recimo nekim zunanjim dejavnikom, ki so včasih lahko tudi moteči. Tako da to ta klub zna, to moštvo zna narediti. Dovolj je izkušenj tu, tako da se znamo v teh trenutkih obnašati. Tu imamo, pač, kot sem rekel, veliko znanja in izkušenj v ljudeh, kateri to vodijo in potem je veliko lažje v takih trenutkih. Zanimivo je, da si v športu odvisen od polnofaktorja. Če se zdaj mi zanesemo samo na to, s kakšnim entuziazmom delamo svoje delo, potem mi moramo biti zmagovalci. Vendar je veliko faktorjev, ki vpliva od tega, kako bomo lani ko smo se poslavljali od leta 2017, sem želel v novem letu imeti zdravo moštvo. In želim samo zdravo moštvo. To pomeni, da bom na razpolago vse, da bom lahko zbral ta boljše in potem se ne bojim ničesar. Potem bomo sigurno dobri. Če se pa ozremo na začetek 2018, ko smo imeli velike težave s poškodbami, takoj od začetka, smo bili močno drugačni zaradi tega. To pomeni, izgubili smo malce zaupanja, unesla se je neka nervoza in čakali smo potem fante, da pridejo v formo. Mislim, da je to ključ. Dobimo se 7. januarja, zdaj ta odmor jasno, da je odklop totalen, vse za nekaj časa in tisti fanti, kateri imajo leta in imajo polno teh priprav za seboj, polno težkih tekem za seboj v svoji karieri, bojo malce dlje počivali in bojo. Predvsem se mi zdi tu pomembno, da poleg teh individualnih planov, ki jih imajo, uporabijo svojo glavo in svoj feeling in ambicijo neko svojo v nadaljni karieri. Na katerem mestu želim biti in v timu, kakšen status hočem imeti, v kakšnem stanju bom prišel in potem bo vse v redu.
Letos si bom zaželel naslov državnega prvaka.